Od 19. do 25. junija je na Bledu potekal že 5. festival Kino Bled s pestrim filmskim in spremljevalnim programom. Udeležili so se ga filmski ustvarjalci iz različnih držav. Štartali smo v bistvu čisto par lokalcev tukaj z nekaj željo, entuziazmom, nekaj dobrega za Bled in obogatiti njegov kulturni prostor. In nekako s to idejo, s tem zanosom, s to vizijo nadaljujemo in smo prišli do letošnje 5. edicije, ki nekako se v bistvu naslavlja in se ozira, tako kot vsaka edicija, v bistvu v svet in v svet notri in na svet zunaj. In v tem svetu zunaj smo letos videli kar nekaj nasilja, nekih posledic epidemije, pa ja, v bistvu smo na podlagi tega si zaželeli, da bi se s programom orientirali mogoče v neko spoštovanje raznolikosti, ker čutimo, da ga mogoče v neki tej vojni pa še kje drugje ni. Vidimo mogoče, kakšne so probleme z blagostanjem v mlajši populaciji in tudi v starejši. Pa nasploh smo v bistvu potem vse to nekako hoteli združiti v nekaj, kar smo mi rekli v bistvu oaza miru. Imamo recimo iz Avstrije, iz Madžarske, mislim, da tam dejansko pridejo gostje, potem imamo iz Bolivije filme, imamo filme iz Čila, imamo filme iz Srbije, iz Hrvaške, iz Italije, iz Nemčije, iz Keše, iz Izraela, iz Rusije tudi. Letos smo tudi znotraj ekipe si dali v bistvu en izziv, da se čim več izražamo in v bistvu smo potem, imamo eno članico, ki je v bistvu z nami prostovoljka od prvega leta že, Emina, in je ona predlagala in prišla na plan z idejo, da bi sodelovali Zveza društev gluhih in naglušnih in je predlagala razstavo in sem jaz rekel, da imamo tukaj en dokaj nov, super prostor, kamor bi bilo odlično po mojem pripeljati to razstavo. Gledalci so si na 3 lokacijah, v zdraviliškem parku Bled, v kinu Radolca in v medgeneracijskem centru Vezenine Bled, lahko ogledali več kot 40 filmov. Predvajana sta bila tudi 2 kratka filma gluhih ustvarjalcev Čiribarska kava in Pogodba ali kako sem najel gluhoslepega morilca. V okviru spremljevalnega programa je bila 19. junija v medgeneracijskem centru Vezenine Bled in knjižnici Blaža Kumerdeja Bled otvoritev razstave akademskih slikarjev z izgubo sluha magistra Nikolaja Vogla in Marka Lukana z naslovom Iluzija drobcev. Vesel sem in ponosen, da lahko gostimo tudi taka dela, kot so dela gospodov, da nam tudi tukaj na Bledu prinesejo nek kamenček v našem mozaiku kulturnih dogodkov na Bledu. To je nek dogodek, ki je zelo velik doprinos tako kot domačinom,
tako kot našim turistom, ki se sprehajajo po našem centru, ko zahajajo v knjižnico. Avtorjev poznam enega, še tako rekoč iz mojega podiplomskega študija, namreč ko sem pisala pred skoraj 20 leti na likovno akademijo, likovno teorijo, sem spoznala tudi slikarja današnje razstave Nikolaja Vogla in prisostvovala na predstavitvi njegovih študijskih del. V čudežu so se ohranili sinopsisi, osnutki in ko sem ga zdaj, tako rekoč po 20 letih spet obiskala, sva za razstavo izbrala tudi nekaj del iz tistega študijskega, akademijskega obdobja. Že takrat me je fasciniral, kajti njegov samostojen pogled na likovno umetnost je imel nek samosvoj pristop. Na slikarstvo gleda skozi perspektivo časa in dimenzije prostora in tehna. To bomo videli te slike, v katerih se seveda poigrava tudi z barvno modulacijo in z liričnimi, sanskimi pokrajinami, človeka dejansko potegne iz današnjega časa, pravzaprav presprašuje tudi naš avtor, ki ga ravno tako poznam, saj je Kranjčan, tako kot jaz, in je član likovnega društva Kranj. Avtor večkrat razstavlja na skupinskih razstavah v mestu, tako da sva že sodelovala bodisi na mednarodnih likovnih festivalih, pa tudi pri izdelavi koledarja za Kranj, za mesto Kranj, za Kremovsko sceno. Ko sem ga obiskala, sem videla, da ustvarja v različnih ciklih in da posega na različna področja umetnostne zgodovine. Za tokratno razstavo sva se odločila, da predstaviva njegove kolaže. Kaj je kolaž? Predstavili smo na tej razstavi 25 del. V prvem nadstropju smo skušali zaobjeti v celoto tako barvno, kompozicijsko kot tudi po formatih neko skupno imenovano točko, tako da boste videli, da dejansko razstava govori o sestavljanju fragmentov in preko fragmentov nas nagovarjajo dela. V drugem nadstropju, v knjižnici, pa smo potegnili iz avtorjevih arhivov posebne zgodbe. Tako nam Nikolaj predstavlja nedavno naročeno delo oziroma delo naročeno po naročilu, podobo Marije Roč v črno-beli tehniki in bi jo lahko nekako enačili oziroma popredalčkali v pop art. Poleg nje predstavlja tudi sliko iz svojega študijskega obdobja. Mislim, da je, če se ne motim, nastala leta 1999. In je prav iz tistega obdobja, ko raziskuje natura tehnoart. Medtem, ko predstavlja slikar pop art svoje slike, to se pravi New York, tragedijo v New Yorku, se pravimo 11. september, skratka, stvari, ki prihajajo iz Amerike in zaznamujejo žal tudi današnji čas.
Otvoritve razstave se je udeležilo lepo število obiskovalcev. Med njimi so bili tudi člani MDGN za Gorenjsko, Auris Kranj, katerega član je tudi Marko Lukan. Gospod Lukan je naš član in tako kot vse, tudi njega podpremo in smo se v društvu zmenili, da ga gremo podpreti na njegovo razstavo, da gremo pogledat, da se nam fino zdi, da imamo enega takega umetnika. Tako da sem prišla prvič na nekaj takega velikega, na nekaj umetniškega in se mi prav fascinantno zdi. Očarana sem nad vsako sliko posebej. Zelo lepo. Obema umetnikama želim še veliko uspehov naprej, pa da še kdaj pridemo na kakšno razstavo. Letošnji festival Kino Bled, ki je združil ustvarjalce iz različnih koncev sveta, slišeče in ljudi iz sveta tišine, je pokazal, kako nas raznolikost lahko bogati. Razstavo Iluzija drobcev si v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled lahko ogledate še do 6. julija.